Ampak sem si danes vsem vzel to nalogo. Zdaj čisto na kratko, danes smo se zbrali na dogodku otvoritev odprte učilnice oziroma odprtega prostora. Jaz bi samo čisto na kratko povedal, kako je do tega prišlo. Osnovna pobuda izhaja iz dijaške skupnosti in tudi Besarta kot ena najbolj aktivnih članic bo danes ta prostor odprla. Potem pa smo tudi malo bili po svetu, smo se ogledali na Finskem, pa tudi v drugih državah, take odprte prostore in zato smo želeli nekaj tudi na tem področju narediti. Potem Dušan mogoče več povedal o tem. Potem je ta pobuda, smo jo predstavili gospodu direktorju in danes vidite, da je ta prostor tukaj že odprt. Mislim, da bo odprt. Namenjen bo pa tako dijaški skupnosti, kot tudi vsem drugim. Naredili bomo program, tamle ste že lahko vidite, že obstaja neka improvizirana tabla in tudi moram reči, da ste se dva dogodka že odvila. Eden dogodek je bil v torek, ga je imel naš gost iz Francije in pa včeraj je imel Dušan Ruter tudi že prvo predavanje in vtisi so bili dobri. Zdaj bi pa jaz predal besedo gospodu direktorju, ki se mu lepo zahvaljujemo, da je ta prostor tudi tehnično opremljen in ga bomo lahko danes predali namenu. Dragi sodelavke, sodelavci, v zadnjem času nizamo zmago za zmago. Tudi danes je zmagovit dan. Zakaj? Večnamenski prostor, odprto učilnico bomo predali uradno v uporabo in ob tem pravzaprav moram povedati, kako je do nje prišlo. Marca smo na pobudo srednje šole postavitev te učilnice v letni program dela in finančni načrt. Nato smo v septembru ponovno dali v LDN postavitev te učilnice. Ocenili smo strošek približno 1000 evrov. Kar narodno mi je povedati, da je ta učilnica stala zavod približno 5000 evrov. Vendar pa sem zadovoljen, da smo uspeli to idejo realizirati pred novim letom in da jo danes predajamo v uporabo. Ima pa ta prostor pravzaprav z mojega vidika še dve pomanjkljivosti. Prva pomanjkljivost je ta, da ni dokončen. Ta prostor moramo razvijati. Ta prostor moramo še posodobiti. Še ga narediti mogoče nekoliko bolj ekstravagantnega, po domače povedano odbitega. Zato vas pozivam, da prihajate z idejami in da ta prostor res zaživi v maksimalnem možnem sijaju. Druga pomanjkljivost pa je, pravzaprav, to pa se moramo seveda dogovoriti v vodstvu, kdo bo skrbel za ta prostor, kdo bo skrbnik tega prostora, seveda tudi za program, kaj se bo odvijalo v tem prostoru, ker ne bi želeli, da bo tukaj neka stihija, neka neorganizirana dejavnost potekala, tako da jaz mislim, da je prav, da damo tudi tukaj nek program v to učilnico. Ta učilnica ni namenjena samo srednji šoli, namenjena je celotnemu zavodu, tako osnovni šoli, domu in pa tudi zdravstveni enoti. Jaz celo razmišljam, da bi v začetku leta tukaj imeli tudi direktorjev kolegi. Hvala lepa. Da slavnostno odpre našo učilnico. Besarta, prosim. Zdaj bi dali besedo še ravnateljici srednje šole, potem ena glasbena točka. Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
Tudi meni je v veliko veselje, da smo sedaj le priča dogodku, otvoritvi odprtega prostora, dnevni sobi, odprti učilnici, skratka večnamenskemu prostoru, namenjeno druženju, pogovorom, razpravam, predavanjem, okrogli mizi, pa kot smo slišali gospoda direktorja, tudi resnejšim sestankom kolegija. V nizu teh dogodkov, s katerimi obeležujemo 70 let našega delovanja, je tole tudi en kamenček v mozaiku vseh teh dogodkov, namenjen predvsem vam, dragi dijaki, dijakinje, tako da s pridom uporabljate tale prostor. Vi ste tisti, ki ga boste napolnili z vsebino, s predlogi, o čem bi se želeli pogovarjati, kaj bi želeli razpravljati, kaj vas muči, kaj predlagate. Skratka, kar nekaj časa, kot smo slišali, je zorela ta ideja preko dijaške skupnosti, preko drugih pobud, no končno pa je danes ugledala luč sveta. Tako da, kot je rekel direktor, prostor še ni čisto dokončen, še ga bomo opremili, še ga bomo oplemeniti, da bo postal res predvsem vaš, v katerem se boste dobro počutili. Pa srečno!
dr. Dušana Rutarja, da nam nekaj pove o takih prostorih, o vsebinah. Mislim, da nam bo kar on največ povedal. Hvala. Hvala lepa. Dragi moji, ko sem bil včeraj tukaj v tem prostoru ob 2:30 popoldan, ko smo imeli predavanja, so bili tukaj nekateri učenci, nekateri dijaki, nekateri vzgojitelji, nekateri učitelji in še nekateri drugi iz drugih oddelkov tega zavoda. Prava podoba odprtega prostora, v katerem se zbirajo najrazličnejši ljudje, prostora, ki se ga nihče ne lasti, kajti če bi se kdo lastil, ne bi več odprt, bi postal zaprt. Jaz upam, da bo ta prostor ostal zvest svojemu imenu. Pred približno 10 dnevi sem bil na sedežu univerze v Edinburgu, v tako rekoč praktično enakem prostoru kot je tale. Škoti, kot morda veste, imajo enega najboljših šolskih sistemov na svetu. Med drugim tudi zaradi tega, ker tam študirajo ljudje z vsega sveta, najrazličnejši ljudje. Paradoks je, naprimer, da na univerzi v Edinburgu redko kdaj srečate kakšnega Škota, ker je tam ogromno ljudi z vsega sveta. Odprt prostor po definiciji pomeni odprtost za čisto vsakogar. Zdaj, ko rečem za vsakogar, mislim predvsem na tole, ker Hitler je bil tudi človek, a pa Stalin, Džingis Khan, dobro. Ko govorim torej o odprtem prostoru, mislim na nek princip. Zanimivo je, ker hodim po svetu, da so na neki drugi univerzi, v Združenih državah Amerike, v Kaliforniji, na univerzi Berkeley, eni najboljših univerz na svetu, pred leti sprejeli zanimiv kodeks, ki se imenuje Principle of Community, princip ali načelo skupnosti oziroma skupnega življenja. Sprejeli so ga vsi, ki delajo na tej univerzi. Princip te skupnosti je, da vzdržujejo prostore, katerekoli prostore na tej univerzi, tako, da se v njih vsakdo počuti varnega, da ljudje v teh prostorih skrbijo drug za drugega. In ko govorim o skrbi, ne govorimo o zaskrbljenosti, ker ta je nevrotična, nekaj drugega. Torej, ljudje skrbijo drug za drugega in se spoštujejo. Se medsebojno spoštujejo. Kar pomeni, da dobimo definicijo odprtega prostora. Odprt prostor je vsak tisti prostor, ki deluje skladno s tem principom, ki torej omogoča, da ljudje spoštujejo drug drugega, skrbijo drug za drugega in se počutijo varni. Jaz sem se včeraj v tem prostoru popoldan počutil izjemno. Upam, da so se tudi tisti, ki ste bili z mano, teda mislim, da se je. Ja. Bila je čist bliz mene in mislim, da sva čutila enako. Torej, verjamem, da bo ta prostor ostal odprt in da se bo dogajalo nekaj, kar morda že nekaj časa pogrešamo v tem zavodu. Namreč, da se bodo v tem prostoru vedno znova, na najrazličnejše načine, zbirali različni ljudje, ne glede na to, z katerega oddelka so, z katerega konca tega zavoda so in tako dalje. In pripričan sem, da jih bo, ali da nas bo družilo to, kar nas sicer bogati v življenju. V letošnjem šolskem letu hodim po slovenskih šolah in učitelje vedno znova vprašam tole. Ali mi lahko poveste, kje ste se naučili tistih najpomembnejših stvari v življenju? Zanimivo je, da niti enkrat, letos sem imel predavanje za približno 1300 učiteljev, niti enkrat, niti eden ni na to vprašanje odgovoril v šoli. Ampak vedno znova rečejo, morda tudi v šoli, ampak med odmori, ali pa skupaj s prijatelji, ali pa med prijatelji, ali pa doma. Odprti prostor sicer stoji formalno, uradno, znotraj naše šole, vendar, če bo odprt
pomeni, da se bomo v njem naučili marsičesa, česar se recimo ne moremo naučiti v šoli ali pa kje drugje. Oziroma drugače rečeno, vsega tistega, kar nas dela boljše ljudi in kar je zares, ampak čisto zares vredno v življenju. Še zadnjič, včeraj sem bil na fakulteti socialno delo in je en študent na koncu rekel, da živimo v svetu, v katerem je pomembna vrednota denar. Jaz sem mu rekel, da se je malo zmotil, lahko da mnogi ljudje mislijo, da je denar vrednota, ampak denar ni vrednota, nikoli ni bil in tudi ne more biti. Denar je menjalno sredstvo. Obstaja pa neka druga vrednota, ki je vrednota in je zelo pomembna in verjamem, da bo bistveni sestavni del tega odprtega prostora in to je, kot rečeno, spoštovanje drugega v njegovi drugačnosti, ne v njegovi enakosti, v njegovi istosti, oziroma ne skozi prizadevanja, da bi drug na drugega vplivali, da bi si bili čim bolj podobni. Želim vam, da boste vsaj v tem prostoru čim bolj drugačni in čim bolj različni, na vse zadnje se Zavod hvali zadnje čase s tem, da spodbuja različnost in v resnici, če dobro premislite, nas samo ta bogati. Denar je sicer pomemben, ampak tudi približno ne toliko kot to. Hvala lepa. Hvala, Kristijan, za ta inspirativen govor. Zdaj bi to poslušali še na točko. Kakšno jutro si prečijo, si hitijo, si skubljeni so nekje, a v meni žarek sonca, ki ga tudi temna noč ne dohiti. Moja usta se trdijo, na nevihto davno sem pripravila. Moje roke se toplijo, s njimi ti bom slabe misli zdravila, slabe misli zdravila. A so glasov v meni tvoje, ne zazivaš sanje svoje, mehko, mehko. Glasov v meni tvoje, ne zazivaš sanje svoje, mehko, mehko. Kakšno jutro si ležijo, si hitijo, si zgubljeni so nekje. Zaustavi se bojijo, jaz že zopet našla svoje srce, našla tvoje srce. A so glasov v meni tvoje, ne zazivaš sanje svoje, mehko, mehko. So glasov v meni tvoje, ne zazivaš sanje svoje, mehko, mehko.
Zdaj, ta formalen del je končan, ampak zdaj bi vas pa povabil še na en zdrav prigrizek, ker tudi na tem se veliko dela. Pa glede na to, da bi mogoče naredili stvar bolj sproščeno, bi pa mogoče še kdo vzel mikrofon, pa vmes, če želi kaj povedati, saj smo v odprtem prostoru. Dajmo tako začeti delati. Če kdo želi še kaj povedati. Bomo pa mi predstavili bližji, da bo vsem na dosegu. Hvala lepa. Prosim, da se mi, da si dobro razumite.